Ste vedeli, da je v bananah kalij, ki je radioaktivna snov? Veliko ga je v sadju, naprimer v bananah, in del kalija je vedno radioaktiven. Ja, tudi ročna ura seva, saj je v njej baker. A sevanju so še bolj kot ostali izpostavljeni delavci v skladišču radioaktivnih odpadkov. V primerjavi naprimer z vodiči v Postojnski jami ali pa naprimer radiologi v medicini ali neki piloti so naše doze relativno nizke. Ta je pa elektronski dozimeter, ki nam pa kaže trenutno, koliko sem danes prejela doze. Radioaktivni odpadki nastajajo povsod, kjer uporabljajo jedrsko energijo, tudi v medicini, pri zdravljenju rakastih tvorb, naprimer v industriji, v rudnikih urana. No, pred nami pa so tudi detektorji požara, ki so bili nameščeni v javnih ustanovah, kot so naprimer šole in pa bolnice. Skladišče je namenjeno nizko in srednje radioaktivnim odpadkom. Skrb, da bi skladišče ogrožalo okolico in prebivalstvo, je odveč, pravijo. Vsi odpadki so trdni, so zapakirani v originalni embalaži ali potem prepakirani v dodatno embalažo, zaprti v sode in odloženi na način, da se pač prepreči na vsak način prenos v okolje. Da se to ne bi zgodilo, poskrbijo že med transportom. Zmeraj, ko prevažamo radioaktivno snov, tovorek, imamo noter tipko, da spustimo, opozorimo stare uslužbence, da smo začeli s prevozom. V Sloveniji ne izvažamo radioaktivnih odpadkov, kapaciteta trenutnega skladišča pa bo zadoščala do leta 2022. Takrat pa naj bi začelo obratovati novo odlagališče v Vrbini pri Krškem.